Zveza Sožitje je starševska organizacija, ki je nastala na pobudo strokovnih delavcev in ljudi, ki so delali na področju oseb z motnjami v duševnem razvoju, ter staršev, ki svojih otrok niso želeli zapreti v institucije, kot so jih poznali do leta 1963. Na slavnostnem dogodku ob 60. obletnici delovanja pod sloganom Kjer je volja, tam je tudi pot, ki je potekal v Cankarjevem domu, so predstavili dosežke in pomembne mejnike v vseh letih delovanja, posvečenih predanemu delu in skrbi za blaginjo oseb z motnjami v duševnem razvoju ter njihovemu vključevanju v družbo. Društva pač dajejo staršem neko oporo in prve informacije o drugačnosti. Ko enkrat starši vstopijo v programe, ki jih ima Zveza Sožitje, potem z veseljem nadaljujejo svoje izobraževanje, druženje, ker konec koncev so osebne izkušnje tiste, ki človeku tudi največ pomenijo. Tako da ni vedno potrebna neka strokovna pomoč, ampak so tudi izmenjave izkušenj zelo dobrodošli. 60. obletnica mi pomeni neko zadovoljstvo, da so se društva ohranila kljub krizam, ki so bila pred 2 letoma, ampak naša društva delujejo po načelu, kjer je volja, tam je tudi pot. V Cankarjevem domu imamo slavnostno govornico, predsednico Državnega zbora, magistra Urško Klakočar Zupančič, in seveda bo pozdravni govor imela tudi naša predsednica, gospa Branka Perne. Nastopajoči bodo 5 skupin iz 5 regij po Sloveniji, vključenih v društva različne in v različne institucije. Potem imamo nastopajoče tudi mešani pevski zbor iz Tržišča pri Kranju, ki bo v bistvu imel 2 skladbi in mislim, da nam bo program popestrila tudi Tanja Žagar z eno od njenih uspešnic. Zelo všeč, sem počaščen, da sem lahko na taki proslavi. Že dolgo časa smo vadili in se pripravljali za ta nastop. Radi plešemo, hodimo na pohode, športamo radi, na letovanje. Tudi pojemo pri pevskem zboru. Zveza Sožitje danes združuje 51 lokalnih društev in specialno olimpijado Slovenije. Štejejo približno 15.500 članov, med njimi 6.880 oseb z motnjami v duševnem razvoju. Njihove dejavnosti so nepogrešljiv del družbe, saj svojim delovanjem pomagajo številnim staršem in prijateljem oseb z motnjami v duševnem zdravju. Naše društvo prinese Primorski, mislim, da vzgled, da s takimi uporabniki ali udeleženci se res da marsikaj z njimi narediti in marsikaj pokazati ljudem, da obstajamo in da mi želimo imeti kontakt z ostalimi ljudmi. Tako da s tem naša moto je vseživljenjsko učenje in da čim bolj jih motiviram. Zelo smo bili veseli, ko so nas z Društva Sožitje pozvali, da pripravimo eno točko, tako da smo po tem sodelovanju povabili še Tajdo in Nejca, ki sta naša bivša učenca, sedaj pa obiskujeta varstveno delovni center.
Skupaj smo potem pripravili točko in bili zelo veseli, ko smo bili izbrani. Naša predstava ima naslov Ne bodi kot drugi, pripoveduje pa o ljubezni, tudi Nejc in Tajda sta že vrsto let srečno zaljubljena in predstavljen je njun dan v sončni Ljubljani. Želja za prihodnost je več možnosti izbire za osebe z motnjami v duševnem razvoju, kako in s kom bodo živeli, ko ne bodo več živeli s svojimi starši. Se pravi, možnost izbire je tisto, kar si dejansko želimo za te osebe, ker jih trenutno nimajo te možnosti izbire, vsi ostali jo pa imamo. Zveza Sožitje je v 60 letih delovanja dosegla veliko na področju pravic in možnosti oseb z motnjami v duševnem zdravju. Nastali so varstveno-delovni centri, šole s prilagojenimi programi, prilagodili so vrtce in bivalne enote. Njihova velika želja pa je, da bi tudi osebe z motnjami v duševnem zdravju imele volilno pravico in bi tako imele enake pravice kot drugi državljani Slovenije.